Skratka, pisatelj Tolkien je zapisal: kristjan sem, in seveda bo to, kar pišem, izhajalo iz tega bistvenega stališča. Morda je res, da je bilo v našem slovenskem prostoru to dejstvo kar nekaj časa zapostavljeno, spregledano. Dejstvo je, da pisatelj nikjer ne izpostavlja teh simbolov v prvem planu, kot rečemo. Tudi zgodba je postavljena v čas pred Kristusom, celo pred Staro zavezo. Beseda Bog nikjer ni izrecno omenjena, ni nobenih katedral, cerkev, duhovnikov, klerikov, svetega pisma niti ne molijo. Ne molijo, sploh ne molijo. Kje je torej povezava s krščanstvom? Zakaj danes govorimo o tej knjigi kot knjigi, ki prinaša oziroma so v njej krščanska sporočila? To je zdaj zelo široko vprašanje, pa bomo šli še bolj podrobno potem v ta sporočila. No? Mogoče Rok? Ja, torej Tolkien ni želel narediti direktnih prispodob in alegorij, ampak poleg tega, da je bil kristjan in da je to zaznamovalo njegovo pisanje, je bil tudi profesor in zanimal se je za nordijsko mitologijo in tako. In je tudi tisto dobro poznal in je presodil, da v nekem tem mitološkem ozračju se tudi lahko podaja neke resnice, neko ljudsko modrost, in se mu je zdelo dobro ustvariti nek samostojen svet, torej ne povezan z našim svetom, ne direktno naš krščanski svet. To je ta srednji svet, kot ga je imenoval. Ampak je ustvaril srednji svet s svojimi zakoni, svojim delovanjem, no? In je potem van vpletel krščanska sporočila, ampak ne na simboličen način pravzaprav, čeprav tudi simbole lahko najdemo, no? Ampak nek tak krščanski kontekst mi je mogoče boljša beseda kot prav simboli. Ja, ni neke zavestne alegorije, če tako rečemo. Absolutno, ja. Za razliko recimo od C.S. Lewisa, njegovega prijatelja, ki je pač ustvarjal zgodbe iz Narnije, ker je precej bolj jasna pač krščanska alegorija, recimo. Ne vem, imaš občutek, da je Rok že odgovoril na tvoje vprašanje? Ja, pa me zanima tudi tvoje mnenje. Ja, zakaj torej v oddaji Globine? Kako sploh se zrcalijo? Kje lahko najde en bralec? Saj to bo srednja tema tega pogovora, krščansko sporočilo, ne? Ali pa širše duhovno. Se mi zdi zanimivo recimo gledati, če ostanemo samo pri Hobbitu, opazovati like. Njihovo recimo osebno, ne vem, etiko ali pa razvoj, presojanje, kaj je prav in kaj narobe v enem določenem kontekstu. Imaš prav, je precej skrito in hkrati precej skrito kot krščansko sporočilo. Ampak hkrati se mi zdi, da v dilemah teh glavnih likov, bodisi da gre za Bilba, bodisi da gre za škrate, še posebej za Torina kot kralja, bodisi recimo, če se sprašujemo o motivih, recimo Gandalfa. Se mi zdi, da predvsem v osebah je tista globina in je tisto sporočilo, ki se mi zdi, da je namenjeno nam v premišljevanje. No pa mogoče za tiste, ki ne poznajo te pripovedi, na kratko gre za